Drage kolegice in kolegi, konzultanti za management. Kot veste, so se pred 2 leti z neobveznim članstvom v Gospodarski zbornici Slovenije pred nas postavili novi izzivi, ki jih po načelih našega dela seveda prepoznavamo kot nove priložnosti. Istočasno smo se soočili še z gospodarsko krizo. In tu smo zato, da skupaj rešujemo tiste težave in uresničujemo tiste priložnosti, ki jih kot posamezna podjetja ne bi mogli. V zadnjih 2 letih smo se tako skupaj lotili vrste kratkoročnih in strateških nalog, med katerimi naj kot primer izpostavim ugled stroke, ki ga je najbolj prizadelo tako imenovano tajkunsko gospodarstvo že pred krizo. Tu smo se lotili vzpostavljanja meril in orodij, ki jih bo javnost priznala in bodo pripomogla k ločevanju in izbiri. Drug primer, ki je močno povezan s prvim, je javno naročanje. Cena je še vedno prevladujoč kriterij ali pa je kriterij nestrokovno podana vsebina naloge. Kot vemo, je pa v naši stroki predvsem v delu privatnega naročanja priznana cena pravzaprav kar merilo kakovosti. Na tem področju smo vzpostavili dialog z vlado, ki ga moramo pripeljati do pravilnega vrednotenja naših storitev po zahtevnostnih stopnjah. Sama kriza se je kot običajno začela v naši panogi z zamikom dobrega leta. Po dolgih letih visoke rasti, po rezultatih, ki jih beležimo in po pričevanju članov, je bilo najslabše leto 2010. Letos pa so se naročila začela vračati. Kriza v gospodarstvu običajno in tudi zdaj pomeni delno spremembo poslovnega okolja. Zato se je tudi povpraševanje po novih metodologijah našega dela povečalo, zmanjšuje se pa povpraševanje po nekaterih starejših. Tudi tukaj imamo dosti skupnih tem. Za dosedanje sodelovanje in delo se moram zahvaliti predvsem upravnemu odboru in nekaterim posameznikom, s katerimi imamo vse pogostejša in intenzivnejša delovna srečanja. V naslednjem letu je pa eden od mojih ciljev vključiti v sodelovanje pri oblikovanju skupnih osnov lažjega življenja čim širše članstvo združenja. No, leto 2012 bo vsekakor zanimivo in pestro. Dragi kolegi, želim vam pa veliko sreče.